have our special guest for today. I wish you a beautiful stay tonight with us. And now, please, Neno. Me and my colleague Dominic, we're really happy to be here today to perform some songs for you. We're gonna play some songs from my last album. Pridi ob 8 po dnevu pomahat v slovo. Jaz bom poklical zvezd, skupaj jim bova nastavila dlan. Pridi, če hočeš isto, pridi, nebo je čisto. Danes odpreva novo stran. Noč je še mlada, mlada sva mi dva. Čutim, da skupaj se zares lahko dotikava neba. Noč je še mlada in mlada sva mi dva. Kako se vama zdi ponovno druženje v taki lepi ulici, kot je ta Križevniška? Damo ženski prednost. Meni se zdi krasno sploh po vsej tej korona situaciji, tako da se spet malo srečamo v teh toplih dnevih. Ti kot umetnica, bi dobila kakšen navdih glede na to? Poglej, kakšna lepa ulica bi... Ulica je romantična in je glih pravšnja za kakšne poletne navdihe. Je, ne? Ti Žani bi pa igral tle kdaj? Jaz upam, da me bodo povabili in da enkrat res pridem, da naredimo tukaj eno zgodbo. Klavir absolutno paše v ta ambient, tudi godala pašejo zraven, godalni kvartet in se mi zdi, da je to neka lepa romantična noč lahko rada, ne? Že sama ulica je romantična in tudi jaz sem, tako kot je Patricija rekla, končno smo dočakali, da se lahko malo družimo po enem letu in pol, ali kako je že bilo te, bi rekel, dobro, poleti lansko je bilo malo, nekaj se je zgodilo, vmes, ampak kakorkoli že, če vzamemo 1 leto in pol, smo že bili v tej karanteni. Zdaj jaz upam, da to ni samo poletni navdih, ne, ampak da bo to trajalo tudi naprej. Sicer tle bi manjkala ena lipa ali pa ena oljka, ne? Ja, lipa bi skoraj bila obvezna, ne? Čeprav mislim, da tukaj je kar nekaj lip v okolici, ne? Oljka pa, zdaj ne vem, koliko oljka paše v Ljubljano. Ne paše, ne raste v Ljubljani, nažalost. Sicer pa je ta ulica res ena najlepših in se bomo zabavili nocoj, ne? A bom jaz prinesel in lipo od None in oljkarja bom pripeljal s sabo, ko bo tukaj postavljen klavir in ko bo godalni kvartet. In evo, jaz sem rekel, da bi tukaj pašale Patricijine slike po ulici dol, da so razstavljene. In da je enkrat narediti na zgodbo, ne? Ja, tudi po koncertu in razstavi. Neca, vi imate tukaj na Križevniški svoj atelje, ne? Kaj vam Križevniška pomeni? Zakaj ravno tukaj? To je živo naključje, ker ko sem končala AVO, Akademijo za vizualne umetnosti, sem iskala en prostor, kjer bi lahko jaz ustvarjala in se je dogodilo, da mi je gledališče Glej odstopila en majhen prostor in tukaj sem zdaj v bistvu že 10 let. Ta ulica je vsak dan naš dom. Moj dom je še noter na onem hodniku, ki mu jaz pravim Križevniški kot in tam ustvarjamo in se družimo in nam je lepo. Kaj trenutno ustvarjate? Ja, kar se mi vsak dan dogodi, pa potem mogoče ustvarim ali pa tudi ne. Z glasbo se še kaj ukvarjate? To je najbolj pogosto vprašanje, ki ga jaz ne maram, zato ker v vsakem primeru glasbenik se do konca ukvarja z glasbo. Je pa res seveda, da če človek ne sveti po vseh medijih, te ni. Ampak meni je to prav fajn. Lahko v kratkem pričakujemo kakšno vašo razstavo? Ja, to bi se moralo dogoditi in jaz upam, da mogoče letos ali pa prihodnje leto.
tle na Križevniški ulici. Kaj vam je najbolj všeč na tej ulici? Kaj vas privlači sploh? Ja, na tej ulici mi privlači ta vizualna podoba, itak, ne. Pol pa vsa ta zgodovina, ki je nosi ta ulica s sabo. Tukaj ljudi je tukaj živel, jaz tudi 10 let in moram reči, da sem zelo inspiriral. In vedno je lepo priditi, ker je res v bistvu ulica, ki je nenavadna ljubljanska ulica. To ni ulica, to je ulica, ki ima tudi toliko tega ustvarjalnega naboja, noter dogodkov, ni prazna, je navdihujoča in sploh mislim. Ena najlepših seveda v Ljubljani. Danes od vas pričakujem, kaj bo? Boste imeli koncert danes tle? Jaz gleda, začeli bomo pa enkrat ob enih, pa zdaj en koncert v sosednjem dvorišču, sem rekel, da se to dogaja tukaj, ne. To, da moramo počakati, potem pa začnemo z ob enem. Ko bo padla noč, ko do kresničke prišle, takrat bomo stopili na oder in začeli. Alenka, vi ste tudi bili del Križevniške nekoč. Kaj danes, ko se sprehajate po njej, bom rekel, občutite, kaj vidite? Ja, res je. Jaz sem stanovala na Križevniški mogoče 3 leta in to je bil en boljših obdobij zame. Križevniška mislim, da je ena najlepših ulic v Ljubljani. Ne samo, da ima rožce in tako naprej, ampak ima tudi življenje. Mislim, da je ful pomemben, da je v Ljubljani ena taka ulica, ki je na nek način boemska, altar ulica, ampak hkrati pa lahko vsak najde nekaj zase. In na koncu je pa tudi super, če se samo sprehodiš eno dopoldne tukaj in ti je lepo, no? Tako, ja. Gospod Damjan Murko, jaz moram reči, da ste v živo lepši kot na fotografijah. Kako je to možno? Ja, ampak spremljam vaše projekte, prisotni ste na porokah, imate še neke druge stvari, a je to mogoče govoriti o parfumih, o skodelicah, ali ste samo nek nastopač na sceni, ki to dejansko obvlada? No, jaz moram reči tako, da se je v teh 20 letih mojega nastopanja zgodil en velik preobrat iz tega lika Damjan Murko. Pravzaprav sem zdaj ljudem nekako zlezel pod kožo in lahko rečem, da živim v zavesti vsakega Slovenca. To se mi zdi tudi neka vrlina človeka ali pa talent, kako preko medijev dostopati do ljudi. Ja, seveda, zraven glasbe, ki je prioriteta, še zmeri delamo druge stvari, kot je organizacija porok, imam svoje izdelke, parfume, Lamurko, skodelice. Bravo, moram en koledar kupiti, a letos bo koledar, že pripravljate nekaj novega? Ja, pripravljamo, ne smem še izdati kaj. A bo goli koledar? Čist ne. Ojoj. Bo pa provokacija, ker je to v mojem stilu. Kot je to znano za vas, a ne? Bravo. Ana Galine ste nastopile skupaj z Anboti, že dolgo sodelujete z njimi? Ja, že kar nekaj let sodelujemo z njimi. Imeli smo tudi en celovečerni koncert, smo ga priredili v Šentjakobskem gledališču v Ljubljani. Danes smo pa zapeli pravzaprav eno pesem z njimi in sami predstavljali svoje 3 pesmi, ki so majčkeno naša reklama za prihajajoči koncert 5. julija, ki bo v Plečnikovem hramu oziroma na tem dvorišču Plečnikovi Križank, ker se letos pripravljamo na našo 10. obletnico, ki jo bomo pa predstavljati naše koncerte tudi po tujini, v Nemčiji, v Italiji in še kje po Sloveniji, ne samo v Ljubljani.